Lep pozdrav na današnji novinarski konferenci. Bomo kar začeli zaradi tega, ker naši govorci potem hitijo naprej. Danes bomo govorili, kako pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom RSV, kratica, varovati predvsem dojenčke, pa tudi druge. Lepo pozdravljam danes tukaj z nami dr. Anjo Račelj iz Zdravstvenega doma Medvode, izredno profesorico doktorico Majo Sočan iz NIJZ, asistentko Tatjano Mrvič iz infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, potem izrednega profesorja dr. Matjaža Homana iz pediatrične klinike v Ljubljani in na Zoomu je z nami docent dr. Vojko Berce iz kliničnega centra iz UKC-ja Maribor. Pa bi kar začeli. Dr. Anja Račelj, kaj opažate v ambulantah? Ja, torej, trenutno so naše otroške ambulante zares preplavljene z otroki z okužbami dihal. Stanje je tako resno, da moramo prestavljati tudi redne preventivne preglede dojenčkov. Okužbe se običajno pri otrocih kažejo z prehladnimi znaki. To so povišana temperatura, izcedek iz nosu, kašelj. Zdaj, sama temperatura in kašelj sama po sebi nista razlog za preplah, ukolikor je otrok, in to je zelo pomembno, da je otrok ob tem živahen, normalno diha, lepo pije in je tudi dobro polulan. V tem primeru je okužba najverjetneje omejena še vedno na zgornja dihala in takrat starši otroku najbolj pomagajo, da temeljito čistijo nosek, da mu dajo zadosti za piti, znižujejo in sredstva za zniževanje temperature. Žal se pa lahko zaplete z tem, da se virusna okužba spusti nižje nad pljuča, pride do vnetja pljuč, tako imenovanega bronhiolitisa, in takrat je pa stanje drugačno. Starši bodo to napredovanje okužbe prepoznali po tem, da otrok ni več živahen, je bolj poležava, je tak brez energije, lahko veliko spi, predvsem pa težko diha. Se pravi, če starši opazijo, da otrok diha hitro, takrat, ko nima temperature, potem, da diha sunkovito, da pri tem stoka, da piska, skratka, da res opazijo, da težko diha in ob tem je običajno, kot sem že rekla, manj živahen, slabo pije, se slabo hrani, manj polulan, to so res znaki, ko pa mora obiskati zdravnika z otrokom starš tak nemudoma. In tudi, če se to pojavi sredi noči. Zdaj, kot sem že rekla, naše ambulante so res preplavljene in razumem, da nas je včasih težko dobiti po telefonu, ampak s takšnim otrokom, ker so to znaki dihalne stiske, ne čaka doma in je potrebno res takoj priti in nikogar ne bomo zavrnili. Namreč pri bronhiolitisu pride do tega, da je zaradi vnetja zmanjšan prehod kisika iz pljuč v kri in tak otrok potrebuje zdravljenje s kisikom v bolnišnici in posebej pri majhnih otrocih so še bolj ogroženi, da pride do zapleta, ko pride lahko tudi do odpovedi dihanja. Zato je pomembno, da takšne otroke začnemo zdraviti čim prej. Kaj starši lahko naredijo, da te najbolj ogrožene otroke obvarujejo, se pravi majhne dojenčke, malčke nekatere, to, da se pač izognejo stikom s kraji, kjer je veliko okužb, se pravi, z dojenčki ne hodijo v nakupovalne centre, da omejijo obiske, da obiski morajo biti absolutno zdravi, brez prehladnih znakov in pa, da seveda največji dejavnik tveganja za okužbo dojenčka je pa to, če je starejši sorojenec obiskuje vrtec, kjer je bazen teh respiratornih okužb in on zboli s prehladom, prinese okužbo domov, majhen dojenček pa lahko zelo hudo zboli. Zato pri pediatri priporočamo, da starši 14 dni pred prihodom novorojenčka starejšega sorojenca umaknejo iz vrtčevskega okolja in to naj traja vsaj 3 mesece oziroma toliko časa, dokler traja obdobje širjenja teh dihalnih okužb. Tukaj res na tem mestu pozivamo k neki enotni ureditvi takšne odobritve daljše zdravstvene rezervacije vrtca strani
občin oziroma vrtcev, zaradi tega, ker stanje je zdaj takšno, da starši lahko različno jemali po Sloveniji, koristijo 1- do 2-mesečno rezervacijo vrtca proti nižjemu plačilu, če pa želijo za dalj časa otroka umakniti iz vrtca, ga pa praviloma morajo izpisati, pri čemer izgubijo mesto v vrtcu. In tukaj so tudi starši, verjamem, da v stiski, kaj narediti. Vsekakor pa je to ta hip eden glavnih ukrepov, ki lahko v bistvu prepleči in ustavi ta naval majhnih dojenčkov za to hudo okužbo pljuč z bronhiolitis in potrebo po kisiku tudi v bolnice. Se pravi, trenutno veliko teh okužb povzroča respiratorni sincicijski virus, poleg covida, in ta virus je tudi tisti, ki povzroča bronhiolitis največkrat. Po koncu vala teh okužb z respiratornim sincicijskim virusom se bojimo drugih respiratornih okužb, drugih valov, pričakujemo val gripe. Na tem mestu naj spomnim, da se je tudi otroke priporočljivo zaščititi pred gripo s cepljenjem. In pa ne nazadnje, tudi COVID je samo ena od respiratornih viroz, ki trenutno razsajajo. In tukaj res prosimo starše za sodelovanje, da otroka, ki ima prehladne znake, da gredo z njim na bris in ga tudi zadosti, ali pa druge znake, na podlagi katerih zdravnik oceni, da bi šlo lahko za COVID, da gredo z njim na bris in ga tudi res pravočasno umaknejo iz okolja, kjer bi širil virus dalje. Najlepša hvala. Ne, hvala. V tem trenutku gremo v UKC Maribor k docentu dr. Vojku Brcetu, namestniku predstojnika klinike za pediatrijo v UKC Maribor. Lep pozdrav. Zdaj, slišali smo že, kako je na primarnem nivoju, ker boste z nami približno pol ure oziroma do 11:30, damo najprej besedo še zdaj vam, kako je pri vas, kaj opažate, kako majhne dojenčke imate pri vas hospitalizirane. Ja, hvala za povabilo. Pozdrav tako organizatorjem, kot tudi vsem sodelujočim, novinarjem in poslušalcem. V UKC Maribor se že srečujemo z epidemijo, predvsem respiratornega sincicijskega virusa, nekoliko manj tudi ostalih respiratornih okužb. Gre v bistvu za nekako zaostalo epidemijo, ki smo pričakovali že prejšnje leto, pa je bila zaradi covida, zaradi tega, ker so bili vrtci zaprti, se otroci niso toliko družili, nekako prestavljena in da se je sedaj malo našla na levi nogi. Nikoli namreč nismo imeli toliko respiratornih okužb, že v mesecu avgustu in potem v mesecu septembru, in tudi relativno težke okužbe, predvsem pri dojenčkih. Trenutno se na kliniki za pediatrijo zdravi 5 otrok z respiratornim sincicijskim virusom, ki potrebuje dodatek kisika ali pa še kakšno podporo, neinvazivno podporo dihanju. In je že tako nekje od druge polovice ali pa od konca meseca avgusta, da imamo 5 do 7 sprejemov teh otrok tedensko, se pravi vsak dan kakšen, in seveda ostanejo tudi več dni, predvsem manjši otroci, tudi včasih po teden dni potrebujejo dodatek kisika v dihanem zraku. Za razliko od covida je tukaj terapija še bistveno manj uspešna in v bistvu lahko nudimo samo podporno terapijo z kisikom, dodatkom tekočine, neinvazivno ali invazivno podporo dihanju, ali pa zdravimo zaplete, kakšne pljučnice, recimo z antibiotike. Sama okužba z RSV, z respiratornim sincicijskim virusom, pa se pravzaprav ne da zdraviti. Protivirusna zdravila so tu še bistveno manj učinkovita kot pri okužbi s COVID-19, da se pa preprečevati, o čemer bom nekoliko več povedano kasneje, pa to zelo drago in je pa samo za selekcionirane skupine zelo rizičnih otrok, se pravi nedonošenčke, otroke s kardiološkim obolenjem in tako naprej. Skratka, v zadnjem mesecu sta bila tudi 2 otroka z respiratornim sincicijskim virusom pri nas zdravljena na enoti za intenzivno terapijo. Zdravljenje je bilo seveda uspešno. Kar se tiče zasedenosti klinike, ta tudi praktično povsem zasedena, je trenutno danes je 63 otrok hospitaliziranih, uradno število postelj je 60, veliko je tudi še vedno otrok z
na otroški in mladostniški psihiatriji, se pravi s psihičnimi težavami, tako da je klinika polno zasedena, večino predstavljajo respiratorne okužbe, med njimi COVID-19 niti ne izstopamo, manj kot v prejšnjem valu, 1 do 2 otroka tedensko sprejmemo, pa še to večinoma ne zaradi COVID, ampak z COVID, se pravi, da pride zaradi neke mogoče črevesne okužbe, povečanih bezglavkov, kakšnega čist drugega vzroka, pa je hkrati okužen s COVID-19, večinoma nam COVID-19 v tem 4. valu še ne povzroča večjih težav, imeli pa smo pomladi in pozimi precej težav z tem post-COVID vnetnim sindromom MIS, se pravi multisistemskim vnetnim sindromom. Smo imeli zdravili 10 otrok, zdaj enkrat v 4. valu samo enega, oziroma obstaja sum nanj. Tako da tudi pri nas se pozna, nestrpno čakamo začetek cepljenja proti RSV, oziroma zaščite, ni pravo cepljenje, imunoprofilakse, ki jo pričakujemo nekje v prvi polovici meseca oktobra. Letos smo malo pohiteli, mesec dni prej kot prejšnja leta, ker prejšnja leta smo imeli sezono RSV-ja nekje od decembra do marca, oziroma v tem času je bila epidemija, letos je pa septembra, jaz se ne spomnim, da je bilo kdaj septembra. So še virusi prehlada, ki so tudi nevarni za otroke, predvsem za astmatike, tako da tudi teh okužb imamo kar nekaj. Kar se tiče črevesnih virusov, so bili ob koncu poletja, avgusta, začetek septembra, in jih je zdaj manj, tako da oddelek je, klinika za pediatrijo je polno zasedena, čeprav zaenkrat še ne odlagamo elektivnih, se pravi ambulantnih pregledov, ambulante polno delujejo, kar nekaj kadra je sicer odšlo pomagati na COVID enote za odrasle, kjer je mariborska, UKC Maribor tudi zelo obremenjen, praktično polna, tako intenzivna enota za intenzivno terapijo, ampak nekako kadrovsko to še uspemo pokrpati, tako da zaenkrat na kliniki za pediatrijo še ni vsaj odpovedovanja rednega dela. Toliko za začetek. Za podatke, kako je, kakšna poročila UKC Maribor. Zdaj pa prosim še doktorico, izredno profesorico dr. Majo Sočan, ki pa ima sveže epidemiološke podatke in tudi to, kar je dr. Berce že omenil, da je letos virus nekoliko pohitel, bo verjetno razložila, zakaj je temu tako. Ja, lepo pozdravljeni še s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Jaz bi pokazala samo nekaj številk, da boste videli, kako se pravzaprav letošnja respiratorna sezona akutnih okužb dihal. Tukaj seveda ne bomo govorili o covidu, ki je ena izmed akutnih okužb dihal, pač pa ostalih virusih, respiratornih virusih. Na prvi drsnici sta pravzaprav 2 grafa, na desni strani je graf, kako je šla lanska sezona gripe 19, sezona 19-20, preden se je začela pandemija, ta sezona je bila običajna, take zvonaste oblike, prišla je in šla in izzvenela še pred marcem, preden smo se pač soočili z pandemijo COVID-19. Druge krivulje na tej sliki ni, seveda, ker tudi gripe ni bilo v lanski sezoni v Sloveniji, tudi v evropskem prostoru so tu in tam našli kakšen virus gripe, o pravi sezoni pa seveda ne lokalno, ne v evropskem prostoru, ne globalno ni bilo govora. Vzrok temu so seveda ukrepi, ki so se izvajali zaradi pandemije. Na levi strani, to se pravi na levem grafu, na levi sliki, pa sta narisani 2 krivulji, že spet lanska sezona akutnih okužb dihal z modro črto in spet je bila ta krivulja dosti običajna, največ akutnih okužb dihal tam nekje od konca novembra, decembra, januarja, februarja. Potem pa, kot se spominjate, zaprtje družbe in s tem seveda onemogočen prenos ne samo covida, ampak tudi drugih virusnih okužb in padec, da ne rečem, skoraj na nulo.
Rdeča črta pa ponazarja letošnjo sezono akutnih okužb dihal, se pravi sezono 2021. In kaj pravzaprav vidimo? Ta krivulja poteka pa nekako tako, kakor se je odpiral in zapiral naš šolski izobraževalni sistem in predšolski sistem v lanski sezoni. Zelo malo akutnih lanski jeseni, malo akutnih okužb dihal, potem so se nekje s februarjem 2021 odprle šole, vrtci, in več seveda akutnih okužb dihal, blag padec z začetkom aprila, ko je bil spet eno krajše prekinitev šolanja, ponovno porast in preko poletja se je situacija seveda pričakovano umirila, otroci so se manj družili, pa tudi vremenske prilike jih ne podpirajo kroženja respiratornih virusov, ampak začetek šole pa se lepo vidi ta skok, porast, eksponencialen porast, o katerem sta govorila oba moja predhodnika, oba moja kolega. Skratka, smo zelo zgodaj in dokaj intenzivno že v sezoni akutnih okužb dihal in prav poudariti je treba, da je presenetljivo zgodna sezona respiratornega sincicijskega virusa, kar pa prikazujemo na tejle sliki, kaj zdaj pravzaprav te barve in tejle stolpci pomenijo. Tukaj so prikazane sezone od leta 2016 naprej. Vsi testirani in negativni so označeni stolpci z modro barvo, to se pravi, da se vidi, da se je tudi v preteklih letih veliko testirali na viruse, konkretno tukaj na respiratorni sincicijski virus in veliko je bilo negativnih, ampak določen delež, predvsem otrok, pa tudi starejših, pa so bili pozitivni, te so označeni z rdečimi stolpci in vidimo, da je bila sezona respiratornega sincicijskega virusa nekako približno takrat, kot je gripa, že začela se je decembra in izvenela v pomladnih mesecih z viškom nekje mogoče konec januarja, februarja. V lanski sezoni seveda nikjer respiratornega sincicijskega virusa, podobno stanje drugod v Evropi in presenečenje po svoje ali pa tudi ne presenečenje, da se je začel pojavljati že v poletnih mesecih, tega res nismo navajeni, čisto v drugem obdobju, kot je bil običajno, to je pa tukaj na koncu te slike na desni strani in kar strmo narašča, seveda te številke, ki jih tle prikazujem, se izkazujejo v neugodni situaciji, ki sta jo opisali doktor Račneva in doktor Berce. Skratka, mi smo zdajle septembra zelo neobičajno globoko v sezoni respiratornega sincicijskega virusa, kar je verjetno, kot je bilo že rečeno, posledica tega, da se v lanskem letu naši mali otroci, novorojeni otroci niso prekužili in je zdaj pool, se pravi število tistih, ki so sprejemljivi, ki lahko zbolijo, kar veliko. Ker je dogajanje v Sloveniji vedno odraz dogajanja v neposredni okolici, v bližini, pokažem še podatke, ki jih zbira Evropski center za nadzor bolezni. Včeraj sem jih vzela iz spletne strani in kaj tlele vidimo. Vidimo spet dve krivulji, tale, ki je nekako rdečkasto rjavkaste barve, to so število dokazanih okužb z respiratornim sincicijskim virusom v Evropski uniji in enako kot pri nas strm porast v zadnjih tednih, to se pravi preko 3000 v zadnjem tednu in druga krivulja je pa krivulja dokazani primeri okužbe z virusom influence, virusom, ki povzroča gripo in kaj tudi morate biti pozorni na to, da je skala nekoliko drugačna, številke, kar se gripe tiče, so precej niže, označene na levi strani tega grafa, preko pomladi, zime zelo malo primerov, v zadnjem tednu pa porast. Ta porast po Evropi ni enakomeren, kar nekaj te gripe je bilo prav na sosednjem Hrvaškem. Zdaj bomo pa videli, kako se bo gripa širila
širila, kdaj bo prišla, sigurno bo, verjetno bo drugačna, ne bo tako mirna sezona, kot je bila lanska, zaradi tega, ker pač je družba odprta. In če zdaj povzamem še tukaj, kar sem povedala na zadnjem slajdu, pomembno je, da je sezona respiratornega sincicijskega virusa neobičajno zgodna, da zaenkrat je gripe pravzaprav še izjemno malo. Pri nas v Sloveniji je bil potrjen en sam primer pri osebi, ki se je v času inkubacije zadrževala na Hrvaškem, da zaenkrat so dokazali kroženje virusa influence H3N1 in da seveda zaradi druženja otrok in nasplošno bolj odprte družbe se opažamo povečano kroženje tudi drugih respiratornih virusov, recimo rinovirusov. To so eni virusi, ki povzročajo čisto običajen prehlad, niso zares večini ljudi nevarnih, so pač neprijetni, ker se malo slabo počutimo, malo smo smrkavi. Skratka, tega je zdaj zelo veliko. Ker se pa vedno postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo v prihodnje, to je zelo težko napovedovati, te izkušnje še nimamo, kaj pomeni sezona po neki taki sezoni, ko se ni nič dogajalo z gripo in RSV-jem. Nekateri so mnenja, da bo intenziteta večja in da bo trajala dlje časa, je pa seveda vprašanje, kaj se bo v resnici dogodilo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktor Maja Sočan. Zdaj pa gremo še na infekcijsko kliniko. Asistentka Tatjana Mrvič bo spregovorila o tem, kakšne so razmere pa pri njih, predvsem tudi, kar se tiče sočasnih okužb, ki se pojavljajo tudi pri zelo majhnih otrocih oziroma dojenčkih. Lep pozdrav še v mojem imenu. Prihajam iz infekcijske klinike, kjer imamo trenutno na razpolago 24 postelj za zdravljenje otrok do 18. leta starosti. Imamo nekoliko specifično situacijo, ker pravzaprav moramo upoštevati dejansko pogoje preprečevanja okužb v bolnišnici, kar pomeni, da pri nas otroci, ki pridejo v bolnišnico, so praviloma sami v bolniški sobi. Zdaj že od spomladanskih mesecev dalje opažamo večji pritisk oziroma večji doliv otrok z respiratornimi okužbami, zlasti tisti, ki so mlajši od 1 leta. In seveda je to pač odraz situacije na primarnem nivoju. Zdaj v septembru mesecu so se pa te številke res zelo povečale. Prihajajo v glavnem majhni otroci s potrebo po kisiku. In če lahko povem podatke, v bistvu mi si delimo zdravljenje otrok s pediatrično kliniko, nekaj se zdravi tam, nekaj se zdravi pri nas. Samo v mesecu septembru smo v kliničnem centru v Ljubljani obravnavali 100 otrok z respiratorno-sincicijskim virusom. To je ena ogromna številka, ki jo ponavadi mi vidimo nekje v zimskih mesecih, se pravi tam februarja, marca, mogoče januarja, ko se zadeve začnejo, ne pa septembra. Kar je še zelo neugodno je to, ker pa seveda kroži tudi COVID. Smo kar pri nekaj teh otrocih, tudi najmlajših, 1 mesec starih ali 2 meseca starih, poleg RSV-ja, ki otroka pripelje v bolnico zaradi potrebe po kisiku, dokazali tudi okužbo s COVID. To pa dejansko zahteva res stroge ukrepe izolacije, da se taka okužba ne bi širila naprej. In seveda poudariti treba tudi, da so med nami tudi druge infekcijske bolezni, se pravi ne samo respiratorne. Se pravi, imamo tudi otroke, ki dejansko potrebujejo hospitalizacijo zaradi drugih okužb. Se pravi, bakterijskih okužb kože, potem sklepov, kosti, bakterijskih pljučnic, tako da tudi resnih okužb, ki pravzaprav morajo biti obravnavane in na katere otroke pač treba paziti, da ne bi dobili take okužbe tudi v bolnišnici. Nekako kot odgovorna oseba v kliničnem centru za preprečevanje okužb bi poudarila tudi to, da pravzaprav je dejansko zdaj velik problem, kako te otroke nameščati, ker pravzaprav je treba vedeti, da če pride otrok z respiratorno okužbo v bolnico, na začetku ne vemo, ali ima samo RSV, ali ima še kako drugo okužbo in dejansko je treba potem te otroke osamiti do izvidov in jih potem po potrebi kohortno nameščati skupaj, zato da ne bi slučajno, kot sem rekla, prenesli okužbe. Poleg tega vas bi pa opozorila tudi še na eno dejstvo, da pravzaprav RSV okužba ne ogroža samo dojenčkov in pa otrok z kroničnimi obolenji, kot so tisti, ki imajo pljučna, srčna obolenja oziroma zgodaj rojene otroke, ampak ogroža tudi starostnike.
In ravno to je tisto, kar se nam veliko obeta v naslednjih mesecih tudi. Skratka, zdaj so začeli zbolevati otroci, v bistvu se bodo prekužili, potem pa bo začela počasi zbolevati odrasla populacija, že zdaj imamo dejansko tudi cele družine bolne, se pravi starše in otroke. In če se bo to potem začelo širiti naprej tudi v rizično starejšo populacijo, se zna zgoditi, da bo pritisk na bolnišnice tudi v tej skupini. Namreč RSV in gripa pravzaprav v enaki meri povzročata take težave pri starostnikih, da pač potrebujejo bolnišnico. Se pravi, dihalne težave, okužbe spodnjih dihal, potrebo po kisiku, tako da gre tudi v tej starostni skupini za zelo, zelo resno okužbo. Ukrepi preprečevanja, ste pa že slišali, so pa recimo zelo enostavni, pravzaprav izogibanje infektom, pa predvsem v bistvu to, kar že skozi ponavljamo od marca lani, se pravi nošnja maske, kjer ni možno vzdrževati distance, umivanje rok, zadrževanje na čistem zraku, se pravi svežem zraku, zračenje prostorov, skratka vse tisto, kar smo dejansko upoštevali že vse prejšnje sezone pred covidom, tako da ponovno poudarjamo, da te ukrepe absolutno je treba sedaj v zimskih mesecih oziroma zdaj v jesenskih ponovno okrepiti. Hvala. Najlepša hvala, doktor Marvičeva. In še kakšne pa so razmere na pediatrični kliniki v Ljubljani, nam bo pa povedal profesor dr. Matjaž Homan, predvsem tudi problematiko morda bronhiolitisov, ki potem so tudi velika težava posebej za zelo, zelo majhne otroke, dojenčke, novorojenčke. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Danes zjutraj ob 7 je bilo hospitalizirano na otroški kliniki 118 otrok, od tega 9 otrok na intenzivni negi. Od teh 118, poleg tega je pa naročenih še 35 otrok za pač redno obravnavo. Seveda pa pričakujemo preko dneva še dodatnih približno 30 otrok, kar je vsaj 2-krat več kot ponavadi v tem letnem času. Med temi otroki, ki sem jih navedel, je 9 otrok na intenzivni negi, to se pravi rabijo pomoč dihanja za mehanično ventilacijo, od tega so 3 otroci z akutnim bronhiolitisom. Na srečo ta trenutek otrok s COVID okužbo na intenzivni enoti nimamo, zato bomo rezervirane še 4 postelje v tako imenovani rdeči ali sivo-rdeči coni. Od vseh otrok, ki sem jih naštel, je 49 otrok takih, ki so hospitalizirani pri nas zaradi respiratornih okužb. To je predvsem RSV virus, pa tudi metapneumovirus, rinoenterovirus, pa tudi virus parainfluence. Ni osnovna, mislim, trenutno vemo, da je predvsem v ospredju RSV okužba pri otrocih, vendar za otroško kliniko, kjer se pa zdravijo najtežje bolni kronični bolniki, je pa za nas težava tudi COVID-19, to pravi koronavirus. Na splošno vemo, da pri otrocih na srečo okužba s koronavirusom ne poteka tako težko kot pri odraslih oziroma predvsem starejših, vendar pa v naši skupini otrok, to so otroci po presaditvi organov, to so otroci z prirojenimi in pridobljenimi motnjami imunosti, to so otroci z kroničnimi pljučnimi boleznimi, pa je koronavirus precej bolj ogrožajoč in lahko ti otroci bistveno težji potek. Trenutno sta hospitalizirana v naši rdeči coni 2 otroka, ki jim tudi pomagamo z dodatnimi zdravili proti covidu. Poleg tega je pa v naslednjih tednih pričakujemo dodatne težave z tako imenovanim večorganskim vnetnim sindromom pri otrocih, o katerih je že nekaj rekel dr. Berce. To so otroci, ki se vodijo izključno na naši kliniki, na našem imunološkem oddelku, kajti ti otroci so lahko zelo bolni, od tega sta bila 2 otroka tudi premeščena na našo intenzivno enoto in se je na srečo vse dobro končalo. Potrebujejo intenzivno monitoring, zdravljenje. Pri zdravljenju sodeluje tim subspecialistov pediatrov, tako da če govorimo o 4. valu in če smo do zdaj zdravili 34 otrok s tem MIS-C sindromom, imamo zdaj trenutno na kliniki 35. otroka s tem večorganskim vnetnim sindromom in kot sem že rekel, v naslednjih dneh pričakujemo seveda ob 4. valu nove otroke s tem sindromom,
kajti pojavljajo se nekje 2 do 5 do 6 tednov po stiku z COVID-19 virusom. Toliko z moje strani. Najlepša hvala za vse predstavitve in prosim zdaj kar za vprašanja. Doktor Berce je morda še z nami, če je kako vprašanje za doktor Berceta, ki nas bo potem ob pol nekako moral zaradi ostalih obveznosti zapustiti. Pozdravljeni, Urška Šestan, Pop TV. Bom združila 2 vprašanji, pa si boste potem. Prvo, kjer je gospod profesor končal, glede vnetnega sindroma, me zanima, so tudi k temu sindromu bolj podvrženi otroci, ki imajo kakšne kronične bolezni ali kakšne druge. Drugo vprašanje pa o preventivi ste veliko povedali, pa me zanima glede navodil vrtce morda, ker vemo, da nekateri starši otroke pripeljejo, ki tudi še smrkajo. Kakšna bi bila neka navodila za vrtce? Najlepša hvala. Hvala za vprašanje. Jaz bi odgovoril na prvi del vašega vprašanja. Otroci z večorganskim vnetnim sindromom po dosedanjih podatkih pač še vedno potekajo prospektivne raziskave, da bi izvedeli več o tem sindromu, tej bolezni, ki se mimogrede pojavlja tudi zdaj že pri odraslih. Je tako, da dejansko mi ne moremo reči, da so kronični bolniki tisti, ki zbolevajo pogosteje za MIS-C sindromom. Bom jaz odgovorila na drugi del vprašanja. Torej, mi pediatri ves čas poudarjamo staršem, da naj otrok ostane v domači negi, dokler se res dobro ne pozdravi. In če imamo mi otroka, ki nima povišene temperature, pa ima ob tem obilen izcedek iz nosu, kašlja, je to še vedno lahko RSV okužba, lahko je COVID in tak otrok je bolan in tak otrok ne sme biti v vrtcu in tukaj res vsekakor so tudi vrtci, vzgojiteljice tiste, ki morajo obvestiti starše, če otrok ali tam razvije take simptome ali pa že na prihodu, ko oddajo otroka, takega otroka pač zavrniti in naj ga odpeljejo v domačo oskrbo. Mi pediatri s tem nimamo, bomo podprli starše, da bo doma s takšnim otrokom. Smo odgovorili? Ja. Vprašanja naprej? Mislim, da danes druge teme ni, oziroma povejte, pa bomo potem presodili. Res, današnja novinarska konferenca, hvala za razumevanje, res ni namenjena cepivu Janssen. Cepivo Janssen, kot smo razumeli ministra včeraj, načeloma v cepilnih centrih, že od včeraj ni več na voljo. Še druga vprašanja? Ne gre za to, da bi kar sistemsko mi odpovedovali, da ne bo nesporazuma. Preventivnih pregledov se odločamo na dnevni ravni in skušamo najti v prihodnjih dneh, če vidimo, da je res gneča, da je res takšen naval teh otrok, akutno bolanih otrok, prenaročimo na naslednje dni. Tukaj zaenkrat, vsaj pri nas lahko rečem, pa tudi drugje sem zaenkrat, kot je meni znano, ni potrebe še po nekem daljšem odpovedovanju, ampak se pa res vsak dan moramo znajti posebej. Seveda otroci, ki pridejo z dihalno stisko, imajo tukaj vsekakor prednost. Hvala. Mogoče, če stopite do mikrofona, ker se na posnetku vas ne bo slišalo. Katarina Golob, RTV Slovenija. Jaz bi gospod Mrvič vprašala, zdaj na eni strani respiratorni virusi, na drugi strani COVID. Kaj je za otroke bolj nevarno?
Ja, zdaj pravzaprav to je v bistvu so vse respiratorne okužbe, ne. Zdaj po izkušnjah, ki jih imamo večinoma za zdrave, govorimo o zdravih otrocih, a ne, pravzaprav ugotavljamo, da je problem prihoda v bolnišnico drugo obolenje, se pravi drugi virus in ne COVID. COVID je samo za zraven. Seveda imamo pa tudi otroke, ki pravzaprav pridejo k nam zaradi COVID-a. Ravno zdaj imamo najstnika s COVID pljučnico, precej resno bolanga, a ne, tako da v bistvu vsake toliko pa tudi pride nekdo, ki je popolnoma zdrav v osnovi. Hujši problem so seveda kronični bolniki, kot ste že slišali, tam pa pravzaprav nihče ne ve, kako se bo stvar obrnila, ne. In dejansko ravno te kronične bolnike je treba absolutno čuvati doma, zato da ne bi prišlo do tega, da bi pač se okužili s COVID-om. Maja Derčar, Radio Slovenija. Dovolite vprašanje prvič, ali smo kot družba in vsezadnje država s tem, ko smo res posvečali pozornost preprečevanju okužb s COVID-19, povzročili slabše stanje na področju RSV ali pa prihajajoče gripe. Kot drugo pa ljudje, ki ne prikličejo zdravnika v teh dneh, pa imajo okužbo respiratorno, kaj naj storijo, če 2-3 dni ne prikličejo zdravnika, pa se slabo počutijo? Hvala. Lahko odgovorim na prvi del vprašanja, ne. Seveda ni bilo mogoče tako, kako bi rekla, medijsko podprto, ampak spremljanje akutnih respiratornih okužb, spremljanje, kaj se dogaja z respiratornim sincicinskim virusom, kot ste lahko videli iz teh grafov, je potekalo ves čas. Glede tega smo seveda ves čas v stiku z WHO-jem, z Evropskim centrom za nadzor bolezni, tako da bi težko rekli, da se je stanje kakorkoli poslabšalo. Cepivo proti gripi se je naročilo, tako kot vsako leto, celo več, saj ta podatek ste tudi že dobili. In takoj, ko smo zaslutili, da se povečuje število primerov RSV-ja, smo se sestali in pravzaprav se odločili, da se bo zaščita najbolj ranljivih skupin, novorojenčkov in ogroženih dojenčkov, majhnih otrok s palivizumabom začela prej kot običajno. Tako da o kakšni zanemarjenosti tega področja ni moč govoriti. Torej, glede težav z priklicom, s klici v ambulanto v primeru bolanih otrok, bom rekla takole, absolutno mislim, da se ne dogaja, da več dni starši bolanega otroka ne bi mogli priklicati zdravnika. Tukaj govorim za otroške ambulante. Razumem, danes je težko priklicati. Telefoni nam zvonijo ves čas, kot sem že omenila, preplavljeni smo zdajle z klici z bolanimi otroki. Tukaj se pravi, razumem, da so linije zasedene, ampak pokličemo nazaj oziroma v tistem dnevu uspemo obravnavati vse, ki nas kontaktirajo. Tukaj ni samo komunikacija preko telefona, ampak tudi preko maila. In kot sem že omenila, če je otrok res bolan, da kaže znake stiske, dihalne stiske ali drugače, da starši ocenijo, da jih skrbi, da je res bolan, če pridejo v zdravstveni dom, nihče ga ne bo zavrnil. In zdravstveni domovi smo prva točka, kamor naj se starši obrnejo. In tukaj res samo prosimo za razumevanje, če ne pridejo s prvim klicom čez linijo, z drugim naj poskusijo preko maila ali v skrajni sili pridejo. Tukaj res ne gre za to, da se mi ne želimo javljati ali da imamo ugasnjene telefone, ampak enostavno je zelo velik naval. Lahko jaz samo še tle dodam, da jaz verjamem, da v zdravstvenih domovih absolutno pogledajo vse otroke, ki morajo biti pogledani, vsekakor pa hočem poudariti, da je otroška klinika odprta za bolne otroke 24 ur na dan in da če slučajno s spletom okoliščin starši
smatrajo, da mora otrok priti do zdravnika, mi smo odprti, naj pridejo. Mogoče bo kakšna pripomba, ki imate pa napotnico, ampak otrok bo sigurno pogledan. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje. Pozdravljeni, Andrej Šinko, Radio Ognjišče. Moje vprašanje je glede testiranja najmlajših. Omenili ste, da na kliniki nekako date otroka v izolacijo in potem počakate na rezultate. Kakšna pa so navodila pediatrom, recimo ob smrkanju otrok v vrtcih, da ne prihaja do tega, recimo, da otrok pride mesečno, da bi mogel mesečno na testiranje? Me zanima, kako je s tem. COVID pri majhnih otrocih oziroma pri otrocih na splošno se kaže drugače kot v odrasli populaciji, kot večinoma bistveno blažja okužba dihal. Tukaj gre res lahko samo za smrkanje, za temperaturo, ki traja en dan, lahko ima otrok tudi samo temperaturo in drisko. Skratka, tukaj je težava, ker ne moremo biti zelo selektivni pri tistih, da bi rekli, to je pa bolj verjetno COVID, pa pojdite na bris. Tako da ja, okužb respiratornih ta hip je veliko, tudi z drugimi virusi, in otroci vrtčevski lahko zbolevajo na vsake 14 dni z drugo okužbo in vsakič moramo mi izključiti COVID. To je pomembno, zato sem tudi res še enkrat prosim starše za potrpežljivost in razumevanje, ker je pa zelo pomembno, da mi širjenje okužbe s COVID-om zamejimo z namenom varovanja starejše populacije, ki težje zboli, in z namenom zagotavljanja njihove ustrezne oskrbe, kolikor bi jo potrebovali v bolnišnicah. COVID-a med otroci v vrtcih je veliko. In to je dejstvo, in več ga odkrijemo, pri več otrocih ga odkrijemo, več se jih lahko pravočasno usami in se ustavi to, upočasni to širjenje. Mogoče še kot povedano to, da ko je bilo omenjeno o tem multiorganskem sistemskem sindromu, pravzaprav se je izkazalo, da kar nekaj otrok v bistvu je prebolelo to okužbo asimptomatsko oziroma malo simptomatsko. Zdaj za veliko od teh otrok ob sprejemu sploh ni bilo podatka, da so okužbo preboleli, se je naknadno potem izkazalo z izvedi, tako da ja, če je otrok prehlajen, če ima težave, tudi če so zelo blage, je kar fino vedeti, da so potem starši v naslednjem mesecu bolj pozorni, če se ponovno pojavi vročina, če se pojavijo znaki, ki lahko ga nakazujejo, da gre tak otrok potem res do zdravnika, da se ga napoti naprej na pediatrično kliniko. Najlepša hvala. Še vprašanja? Smo izčrpali vsa vprašanja. Potem bomo počasi zaključili. Sprašujem govorce, če želijo še na kaj posebej opozoriti ob koncu, sicer pa v bistvu zaključujemo. Mislim, da smo res vse poudarke podali večkrat, tako da bi potem se vam vsem najlepše zahvalili in vas lepo prosili, pozvali, da res starše čim bolj obvestite o vseh teh simptomih, navodilih in priporočilih, ki smo jih podali danes. Najlepša hvala in najlepša hvala vsem govorcem. Hvala.